Dober dan želim in lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, dragi gostje, obiskovalke in obiskovalci takole nadaljavo in dobrodošli na podelitvi nagrad Jabolka kakovosti. Že 16. jih letos podeljuje CMEPIUS v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Nagrade, ki jih danes podeljujemo, so namenjene vsem tistim, ki so z veliko volje, z veliko vloženega truda skozi mednarodne projekte ustvarjali boljše, bolj prijazno izobraževalno okolje. Vsem tistim, ki so s svojimi projekti ustvarili pozitivne učinke, s katerimi so presegli nekako okvirje projektov, predvsem pa vsem, ki v svoje projekte vlagajo več, veliko energije, izjemno energijo in kreativnost in pišejo čudovite mednarodne zgodbe, z njimi pa seveda premikajo meje tako za svoje učence, dijake, študente, kot tudi za svoje institucije. V prvem delu današnje prireditve bomo podelili Jabolka kakovosti. To so nagrade, ki jih prejmejo odlični projekti v okviru programa Erasmus+, in sicer letos iz 3 sektorjev, to je splošno šolsko izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih. Potem bodo sledili Zlati kabli, nagrade za najboljše projekte v okviru pobude eTwinning, in sicer v 3 starostnih in v 2 posebnih kategorijah. No, prvič pa letos podeljujemo tudi evropske nagrade za inovativno poučevanje z novim programskim obdobjem, ki jih je uvedla Evropska komisija. Osrednji namen te nagrade je predstavitev dosežkov učiteljev in šol in pa seveda omogočanje večje prepoznavnosti njihovega dela. Prejemniki evropskih nagrad so se jeseni že udeležili virtualne podelitve iz Bruslja, no danes pa jih bomo z veseljem predstavili in jim čestitali tudi na osrednji podelitvi. Ja, še 2 leti nazaj bi se družili v živo, slišali bi aplavz, uvodni bi bil namenjen Luki Vindišarju, korepetitorki Nini Smole in pa mentorici Lauri Kmatič iz glasbene šole Laško Radeče, ampak danes bomo to počeli že 2. leto zapored na daljavo. Izkoriščamo pač tisto najboljše, kar nam lahko sodobna tehnologija ponudi, ampak verjamem, da bo kljub temu naše druženje zelo prijetno. Nagrajenci so kipce in priznanja letos že prejeli, mi jih bomo danes torej še predstavili in čestitali nadaljavo in morda tudi navdihnili vse tiste, ki se morebiti na pot mednarodnega sodelovanja šele podajate. No, preden pa se posvetimo podelitvi nagrad, vabim k uvodni besedi vašo današnjo gostiteljico, to je direktorica CMEPIUS-a, doktorica Alenka Flander. Dober dan želim. Dober dan. Lepo pozdravljeni. Spoštovani nagrajenci, spoštovani gospod državni sekretar, spoštovani gostje,
Kot je bilo že omenjeno, žal tudi letos nagrade podeljujemo v virtualnem okolju, vendar pa zaradi tega niso nič manj žlahtne. Nagrajujemo institucije, kjer so učinki sodelovanja v evropskih programih presegli zgolj doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov posameznega projekta. In še posebno pozornost namenjamo učinkom, ki jih ti projekti prinašajo v izobraževalni prostor. Vendar je za kakovost evropskih projektov pomembna predvsem kakovost posameznikov, ki znajo delati z veseljem in srcem, ki so ustvarjalni, inovativni in odgovorni, znajo uspešno reševati težave in naloge, se dobro sporazumevati in sodelovati. In taki ste vi, naši nagrajenci, in taki so tudi moji sodelavci in sodelavke na CMEPIUS-u. Usoda vseh nas Evropejcev je tesno prepletena. Evropa je naša prihodnost in zanjo se je vredno boriti. In narediti moramo vse, da vsem prinesemo blaginjo in priložnost. Kajti odgovorni smo za prihodnje generacije. Čeprav nekateri dvomijo v nujnost ukrepanja, drugi pa širijo strah. To bomo lahko premagali le z odprtimi, pozitivnimi in v razvoj usmerjenimi ljudmi, ki bodo uspešni v življenju in pri svojem delu. Življenje je nepredvidljivo, z globalno pandemijo ali brez nje. Težko je sprejeti neznano, ki se ga bojimo, vendar namesto, da se skušamo boriti proti temu, lahko negotovo sprejmemo in poiščemo priložnost v nepričakovanem. Vse je stvar perspektive. In pri vseh spremembah, ki nam jih življenje prinaša, se ne smemo primerjati z nekom drugim, ampak le s tem, kje smo sami bili včeraj. Kot družba se moramo zavedati, da imamo kolektivno odgovornost. Kolektivna odgovornost je funkcija posameznikov, zaposlenih, družin in voditeljev, da skupno odgovornostjo pomagamo ustvariti boljšo družbo za prihodnost. Kot posamezniki imamo moralno odgovornost, da smo odgovorni za svoje posamezna dejanja in da se zavedamo, da imajo vsa naša dejanja posledice. Pozitivna dejanja človeštvu prinašajo številne koristi in ne smemo pozabiti, da imamo ljudje samo drug drugega. Vsako naše majhno dejanje prijaznosti danes lahko spremeni življenje nekomu drugemu. Kot zaposleni imamo strokovno odgovornost. Pri tem smo odgovorni, da v največji možni meri odigramo svojo vlogo v organizaciji. V takih težkih časih mora vsak zaposleni prevzeti občutek lastništva, preseči dolžnost in pomagati organizaciji začrtati pot k stabilnejši prihodnosti. Kot družine imamo osebno odgovornost. Pri tem imamo vsi svojo vlogo v družini, kot hči, sin, oče, mat, bratje ali sestre, babice in dedki. V vseh teh negotovih časih bodo modre odločitve zagotovile stabilnost družine, ne le danes, ampak tudi v prihodnjih letih. In nenazadnje, kot voditelji in kot učitelji imamo družbeno odgovornost, pri tem moramo razumeti, da morajo naše dejanja koristiti družbi. Učitelji ste gonilna sila izobraževanja, ste vodje in hkrati tudi sami učenci in ste v ospredju gradnje boljše prihodnosti. Vse bistvene dejavnosti temeljijo na nekem učitelju. Ste bistvenega pomena za naš napredek kot civilizacije. Če spremenite življenje enega učenca, lahko spremenite celo skupnost. Zato se moramo s tem, kar imamo ta trenutek, potruditi, da naredimo največ, kar lahko, ker z našimi aktivnostmi premikamo svet. Razvijati in oblikovati moramo mlade in družbo, ki bo solidarna, spoštljiva, verjela v človeka in bo sočutna in si pomagala. In stopila stran od potrošniške mrzlice, kjer je samo to, da je nekaj najceneje, ključni element naše odločitve. In moramo se spoštovati. Spoštovanje je lepilo, ki drži skupaj medosebne odnose. Spoštovanje nam pomaga, da se počutimo varne, se lahko izražamo, čeprav smo morebiti drugačni od ostalih. In spoštovanje ni naravna danost. Tega se je treba naučiti. In v zadnjem času mi na misel večkrat prideta dve osebi, Robert Schuman in Petra Majdič. Robert Schuman je leta 1950 v svoji Schumanovi deklaraciji postavil temelje sedanje Evrope. To je bilo leto, ko so si narodi Evrope še vedno prizadevali, da bi odpravili strahotne posledice druge svetovne vojne, ki se je praktično komaj končala in je terjala na milijone žrtev. In takrat, v tistih težkih časih, ko so bile vsem še pred očmi večletne vojne strahote, je gospod Schuman skupaj z Jean Monnetom bil sposoben gledati naprej v smeri skupne Evrope in povezati Nemčijo in Francijo ter druge države, ki so bile le nekaj nazaj smrtne sovražnice. V svoji deklaraciji je zapisal, da svetovnega miru ni mogoče zagotoviti brez ustvarjalnih prizadevanj, ki bodo sorazmerne z nevarnostmi, ki ga ogrožajo.
Predvsem pa je poudaril, da Evrope ne bo mogoče oblikovati naenkrat ali po enem načrtu, zgrajena bolj s konkretnimi dosežki, ki bodo najprej ustvarili dejansko solidarnost. Zato mislim, da nam je tudi v današnjih časih lahko gospod Schuman spet vzor, da se sicer ne moremo vrniti in spremeniti začetka, lahko pa začnemo tu, kjer smo, in spremenimo konec. Petra Majdič pa mi prihaja na misel zaradi njene neomajne volje in borbenosti, ki jo je pokazala na zimskih olimpijskih igrah leta 2010. Petra je samo nekaj minut pred začetkom kvalifikacij na spustu zaradi nezaščitene poroge padla v 3 metre globoko luknjo na skale. Zlomila je smučki, obe palici in klicali so rešilca. Ona pa je samo vpila, da ne gre v rešilec, ampak na štart. Tekmovalna žirija je dopustila, da je štartala kot zadnje med 54 tekmovalkami in odtekla 19. čas kvalifikacij. Nato je kljub bolečinam zmagala v svoji četrtfinalni skupini in se nato po času kot zadnja tekmovalka uvrstila tudi v veliki finale. In v finalu je z izjemnim tekom kot tretja prišla v cilj do bronaste medalje. Zavedala se je, da je to njen čas in zadnja priložnost, da osvoji olimpijsko kolajno, saj se je njena kariera že zaključevala. Ko so jo ponovno pregledali po koncu finala, so ugotovili, da je četrtfinale, polfinale in finale pretekla s 4 zlomljenimi rebri in predrtimi pljuči. In takrat je povedala: če sem jaz zmogla, potem zmore vsa Slovenija. Ne se nikoli predati, če tudi smo večkrat na kolenih. Vedno lahko vstanemo, vse lahko naredimo. Čudeži se dogajajo. Zato se na tem mestu zahvaljujem vsem vam, srčnim učiteljem, ravnateljem in drugim izobraževalnim delavcem za vaše čudeže, za vaš čas in za vaš trud. Trud, ki se izplača ne v smislu finančnih dobičkov, pač pa v nečem, ki je vredno veliko več. V mladih, z novimi znanji, pridobljeno samozavestjo, razširjenimi obzorji. V mladih polnih idej in želja, da svet spremenijo na bolje. Res je, da časi niso rožnati. Vsi smo že utrujeni od trenutne situacije, vseh omejitev in naš pogled v prihodnost ta trenutek mora biti ne najbolj svetov. Ampak prav vi, naši nagrajenci, nam v teh covidnih časih kažete na neomajno voljo in vero v pomen mednarodnega sodelovanja in povezovanja. In mislim, da bi bila in Robert Schuman in Petra Majdič na vas zelo ponosna. In da so vaša medalja prav naša jabolka kakovosti in ostale nagrade. In drznila si bom reči, da so vaša jabolka enomičkeno tudi naša medalja. Ker brez mojih odličnih in predanih sodelavcev, ki so tudi vam projektom pomagali čez številne izzive, izjeme in težave, tudi marsikaterega projekta ne bi bilo. In naj za konec zaključim z mislimi velikega izumitelja Nikole Tesle. Potrebno je delati dobro do meje norosti in čez njo. In tudi, ko ni razloga, je potrebno delati dobro. Potrebno je delati dobro tudi, ko se z dobrim ne vrača. Potrebno je, kljub vsemu. Potrebno je, ker je to edino in ker nič nima smisla. In ker je edini udarec za nesmiselno ta dobrota. Namerno, vsak dan je nekomu treba segreti dušo. Potrebno je zmesti univerzum. Še enkrat res iskrene čestitke vsem nagrajencem, ki delate dobro in nam grejete dušo. Če smo pa že uspeli zmesti univerzum, bomo pa še videli. Ja, hvala lepa, Alenka Flander. Veliko ljudi nam je lahko v navdih iz naše zgodovine, pa tudi zdaj tudi ta govor je bil nekje tu. No, morda ima kaj zelo spodbudnega za nas tudi naslednji gost, namreč k nagovoru vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, gospoda Damirja Orehovca. Dober dan, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, spoštovana gospa direktorica, spoštovani nagrajenci in seveda vsi ostali, ki ste tukaj prisotni. Lepo pozdravljeni na prireditvi Jabolka kakovosti za leto 2021. Žal nadaljavo že drugič, ampak kljub temu je teža temu dogodku se ni zmanjšala. Spoštovani, zdaj izobraževanje je nedvomno eden glavnih nosilcev evropske družbe in evropskega načina življenja. Izobraževanje v Sloveniji in v ostalih državah, članicah Evropske unije,
ima korenine v evropskih vrednotah in to so svoboda, raznolikost, spoštovanje človekovih pravic in socialna pravičnost. To vse so hkrati tudi vrednote, ki jih program Erasmus Plus neguje že od samega začetka. Udeleženci programa pa te vrednote živijo in jih promovirajo. Erasmus Plus je Evropska unija v malem. Je odraz njenega slogana, združeni v različnosti, in je tudi poligon za razvoj še kakovostnejše, še boljše, še modernejše vizije izobraževanja za prihodnost. Zgodba vsakega udeleženca, ki sodeluje v programu Erasmus Plus, je zgodba osebne rasti, lastnega dojemanja Evrope in vizij za prihodnost znanja. Pomembnost programa Erasmus Plus, ki ga pogosto označujemo kot enega od najuspešnejših in najbolj vidnih programov Evropske unije, je bila prepoznana tudi na visoki ravni političnih predstavnikov Evropske unije. Po nekaj letih pogajanj med predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije je bilo pravočasno doseženo soglasje, ki Erasmus Plus za nekaj naslednjih, torej 7 let, podeljuje več sredstev kot v preteklem obdobju. Erasmus Plus namreč že več kot 30 let omogoča razvoj ustvarjalnosti, konkurenčnosti, inovativnosti in evropske dimenzije kakovosti, privlačnih in dostopnih priložnosti vseživljenjskega učenja. Prav tako krepi socialno kohezijo, aktivno državljanstvo ter medkulturni dialog. Jabolko kakovosti so njegov odraz. So tisto najboljše, kar v okviru programa Erasmus Plus snujemo, oblikujemo in izvedemo doma v sodelovanju z evropskimi partnerji. Enako velja za program e-twinning, kjer je na voljo nešteto možnosti za izmenjave dobrih praks in je največja virtualna evropska skupnost poučevanja in učenja, ki omogoča profesionalni razvoj strokovnih delavcev, vzgojno-izobraževalnih zavodih, bogatitev pedagoškega procesa in s tem seveda prispeva k večji kakovosti v izobraževanju in usposabljanju. Erasmus Plus in e-twinning krepita slovenski izobraževalni prostor. Nadgrajujejo se učne vsebine, razvijajo se inovativni pristopi v učenju in poučevanju, ter krepijo se znanja in spretnosti pedagoških delavcev. Napredek je viden tudi na področju izvajanja poklicne mature, ker nadgradnji praktičnega dela dijakov pri delodajalcev, torej izkušnje kažejo, da Erasmus Plus uspešno prispeval pri povezovanju gospodarstva z izobraževanjem in učečim se, torej prinesel tudi kompetence, ki jih zahteva delo v tujini. Lahko bi torej rekli, da sta Erasmus Plus in e-twinning okno v svet za slovenski izobraževalni prostor. In tukaj gre za dvosmerno izmenjavo. V svet pošiljamo tudi odlične slovenske prakse, s katerimi se lahko pohvalimo, ter istočasno nazaj dobimo ideje, kako bi izboljšali tista področja, kjer je prostor za izboljšavo. V tem plodnem procesu imajo glavno vlogo ravno projekti in posamezniki, ki so bili nagrajeni. To so projekti, ki so celovito pristopili k mednarodnim aktivnostim, jih odlično vpeljali v svoje redno delo in delovanje svoje organizacije z namenom dviga kakovosti izobraževanja. To so posamezniki, ki so nadgrajevali svoj profesionalni razvoj ter razvoj svojih sodelavcev, svoje ekipe. Z vnosom mednarodnih vsebin v učilnice, v predavalnice, v kabinete, v zbornice pa so zagotovili krepitev medkulturnih kompetenc, ključne lastnosti za uspešno umeščanje v sodobno družbo. Letos se prvič podeljujejo še evropske nagrade za inovativno poučevanje. To desetletje se od učiteljev zahteva ogromno. Želimo si odličnih predavateljev, mentorjev, strokovnjakov, ki so hkrati tudi poznavalci potreb lokalnega in globalnega gospodarstva, spodbojevalci kritičnega mišljenja, nosilci moralnih in etičnih vrednot in to vse v eni osebi. Vlogo strokovnega delavca se v času pandemije še dodatno spreminja. Učitelji sporočajo, da je poklic veliko bolj zahteven, kot je bil prej, da doživljajo veliko stresa. Tudi strokovni delavci potrebujejo varno in spodbudno okolje za opravljanje svojega poklica, ne samo učenci in dijaki. Tudi oni potrebujejo več
strokovnih spodbud, več različnih znanj o duševnem zdravju. Poudariti in izpostaviti je vredno, da je poklic učitelj v času pandemije pridobil na družbeni veljavi, kar je potrebno ohraniti in tudi seveda v prihodnosti nadgraditi. Ne glede na tehnologijo, učitelji ostajajo jedro in nosilni steber vsakega izobraževalnega procesa. Njihova naloga ni lahka in prav je, da je dobro delo učiteljev in vzgojiteljev prepoznano. Z nagrajevanjem odličnosti v poučevanju pošiljamo pomembno sporočilo tako učiteljem in vzgojiteljem kot javnosti o odgovornosti in zahtevnosti pedagoškega poklica. Nagrajenim torej iskreno čestitam in upam, da bodo prejete nagrade tudi spodbude za še več motivacije, poguma in želje po širjenju obzorij. Morda še najlepše ali pa vsaj najbolj poetično naše videnje pomembnosti in namembnosti mednarodnih projektov prikaže metafora, ki smo jo slišali ob eni izmed priložnosti. Učitelji, ki hodijo v tujino, so kot lastovke, ki počasi prinašajo pomlad na šolo. Hvala za vašo pozornost in srečno. Hvala tudi vam, gospod Orehovec, za ta nagovor. Omenili ste okna v svet, pa poglejmo, kdo jih je najbolj na široko odprl. Namreč posvetili se bomo nagrajencem in začenjamo z uradno predstavitvijo nagrajencev, prejemnikov jabolk kakovosti v programu Erasmus+ na področju šolskega izobraževanja. Nagrajenci so Osnovna šola Lovrenc na Pohorju, kjer so s projektom Prijazen sem KUL izboljšali odnose v šolskem okolju, povečali motivacijo za delo pri učencih, s pridobljenim znanjem pa krepili tudi kakovost dela v kolektivu. Koordinatorica projekta je Irena Črešnar. Nagrado prejme tudi Šolski center Postojna za projekt Od zrnja do življenja, koordinatoric Dolores Keš in Eneje Božič. V projektu so razvili model interdisciplinarnega učenja na področju naravoslovja, IKT in podjetnosti ter ga uspešno integrirali v učni načrt. In nagrada tudi za Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani za projekt 3 Dimensions of Inquiry in Physics Education, koordinatorice Mojce Čepič. S projektom strateškega partnerstva, ki ga je koordinirala Pedagoška fakulteta, so s projektnimi aktivnostmi povečali zanimanje učencev za fiziko in tudi sorodne vede, ki jih učenci pogosto dojemajo kot zelo abstraktne. In dobitnike jabolk kakovosti z področja šolskega izobraževanja zdaj vljudno vabim, da se nam pridružijo. Z nami so Irena Črešnar, Osnovna šola Lovrenc na Pohorju, pa Katarina Gospodarič iz Šolskega centra Postojna in Mojca Čepič iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Dober dan vsem in iskrene čestitke. Šli bomo po vrsti najprej torej na Pohorje. Povejte, najbrž ste zadovoljni, kaj vam pomeni ta nagrada? Dober dan, najprej lep pozdrav vsem prisotnim, čestitke tudi drugim dobitnikom. Hvala tudi za vaše čestitke. Moram povedati, da za naš kolektiv, za učence, za vse sodelujoče, za vodstvo šole, za učitelje, ki smo sodelovali v projektu, je ta nagrada zelo velika čast. Zelo smo bili ponosni oziroma smo ponosni, da smo to nagrado prejeli in hkrati nam je tudi zelo velika spodbuda za nadaljnje sodelovanje v Erasmus+ projektih in v e-twinningu. Ja, to je pomembno, ne boste zdaj kar odnehali, ne? Ne. Ja. Gospa Gospodarič, presenečenje, spodbuda tudi za naprej? Dober dan, lep pozdrav. Seveda za nas je bila ta nagrada, vsaka nagrada je presenečenje, prav tako je bilo pa to za nas velika potrditev, da smo dosegli cilje projekta in da smo jih tudi presegli. Predvsem je to tudi za nas velika potrditev in da nam daje veliko energije za naprej, da vemo, da smo na pravi poti, da smo naredili en korak naprej k sodobnim pristopom poučevanja, ki vključujejo tudi evropsko dimenzijo. Ja, iskrene čestitke še enkrat in dober dan tudi vam, gospa Mojca Čepič z Pedagoške fakultete v Ljubljani. Povejte, zakaj je po vašem mnenju ta vaš projekt boljši od ostalih? Glede na to, da se pravzaprav nisem podrobno seznanjena, kako so
kakšni so ostali projekti in kakšni so bili njihovi dosežki, težko primerjam. Ampak bom rekla takole, mi smo se zelo namučili, da smo ta projekt dobili. Zato smo bili toliko bolj, zato je bilo partnerstvo sedem partnerjev v projektu še toliko bolj navdušeno nad tem, da smo lahko začeli delati, da smo lahko delili naše ideje z širokimi skupinami učiteljev v vseh partnerskih državah in da so ti učitelji potem te primere predelovali in primerjali med seboj. Tako da jaz mislim, da je to sožitje oziroma razvoj vsebin projekta z roko v roki v učitelji, akademsko sfero in preko preverjanja vseh teh učinkov, ki so tako rekoč srž kompletnega projekta, da je to dalo kvaliteto projektu samemu. Ja, in bilo tudi prepoznano s to nagrado. Iskrene čestitke vsem trem, hvala, ker ste danes z nami, zdaj se lahko vrnete med občinstvom, virtualno. Nadaljevali pa bomo s predstavitvijo nagrad Jabolka kakovosti v programu Erasmus Plus na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. In nagrajenca, Biotehniški center Naklo, v projektu Farming as an Employment Opportunity for People with Mild Intellectual Disability, ali na kratko Farmit, pod vodstvom koordinatorice Ane Ambrožič, so raziskali področje zaposlovanja oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju v kmetijstvu in ponudili konkretne smernice za zaposlovalce in iskalce zaposlitve. Nagrado pa prejme tudi Šolski center Škofja Loka za projekt usposabljanja v tujini Bogati, koordinatorja Tadeja Gartnerja. Preko teh projektov je na Šolskem centru Škofja Loka internacionalizacija postala orodje za doseganje strateških ciljev in sicer z namenom doseganja visoke kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in praktičnega usposabljanja. In z nami sta iz Naklega Marjan Pogačnik in Tadej Gartner iz Škofje Loke. Dober dan želim in seveda iskrene čestitke za prejeto nagrado. Najprej seveda vprašanje za vas, gospod Pogačnik, kakšen komentar, presenečeni, zadovoljni? Ja, seveda, nagrade smo izredno veseli, čeprav je to že druga nagrada. Prvo smo dobili leta 2013, vendar nagrada je vedno ena spodbuda enega prizadevnega dela sodelavk, sodelavcev, ki se prizadevajo da skušajo te spraviti v prakso. Predvsem naš slogan je, da ideje dobijo svoj pomen. In to želimo, da pri vseh teh 130 projektih, ki smo jih do zdaj imeli, želimo, da je čim več spravimo to v prakso. Predvsem te s povezovanjem mobilnosti, tudi približno 100-letno jih opravimo, tudi skušamo narediti povezovanje s partnerji. Moram pa povedati, da je prvi projekt, tudi mednarodni projekt, smo pa že naredili 98. leta. In število projektov pa seveda zahteva kar ekipo, zato moram izpostaviti Ano Ambrožič, ki je ena izmed 6 sodelavk v projektni pisarni, ki se res trudijo, da te zadeve spravijo tudi med dijake, študente in med odrasle udeležence. To je torej že druga nagrada in dolgoletne izkušnje. Pravite, da bi bilo vse kaj drugega kot nagrada razočaranje? Ne, to ne. Mi tudi za prihodnost imamo veliko načrtov, predvsem v trajnostno rabo virov na podeželje, uporaba digitalizacije. Naša naloga je, da razvijamo produkte in storitve, ki omogočajo posameznikom in podjetjem kakovostno življenje na podeželju. Predvsem se fokusiramo na podeželju in vse te projekte peljemo v tej smeri, pa predvsem trajnostno naravnano in tudi trudimo se, da tudi trajnostno tudi mi sami živimo, ne samo da učimo. Gospod Gartner, usposabljanje v tujini Bogati je naslov tega projekta, najbrž ne bo težko na hitro razložiti, na kakšen način, in čestitke seveda tudi vam. Ne vem, če vas slišimo, morda bi morali prižati mikrofon ali je kakšna druga težava? Mikrofon imamo vklopljen. Zdaj pa deluje, ja, slišimo vas. Okay.
Torej, lep pozdrav vsem Škofje Loke. V imenu Šolskega instituta Škofje Loke za spoštovanstvo in zahvaljujem za čestitke, podeljeno nagrado Jamu Kokosti, ter za vaše zaupanje v naše delo na področju izobraževanja v okviru programe in projektov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Seveda v okviru teh projektov, zakaj usposabljanje v tujini povesti, to so ta nova znanja, ki jih pridobimo v okviru izvajanja naših projektov, tako da izkušnje, ki jih delimo s partnerji doma in v tujini, in na ta način prispevamo k širitvi skupnega evropskega izobraževalnega prostora. Ja, hvala lepa. Upam, da smo vas dobro slišali in razumeli, sam malo slabše, ampak vidim, da tolmačka za slovenski znakovni jezik imela veliko dela, tako da najbrž je težava samo pri moji povezavi. Skratka, obema še enkrat iskrene čestitke in hvala, ker ste danes z nami, lahko se vrneta med občinstvom, mi pa bomo zdaj seveda nadaljevali s predstavitvijo najboljših na področju splošnega izobraževanja odraslih. Jabolka kakovosti za zgodbe o uspehu v programu Erasmus Plus na področju splošnega izobraževanja odraslih prejmejo Center za izobraževanje in kulturo Trebnje v projektu z naslovom Digitalno pripovedovanje zgodb za izboljšanje spretnosti in opolnomočenje oseb z motnjo v duševnem razvoju pod vodstvom koordinatorice Kristine Jerič so učitelji dobili učinkovito učno orodje, odrasli z motnjo v duševnem razvoju pa prilagojen priročnik za učenje s pomočjo pripovedovanja zgodb. Nagrado prejme tudi Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina. Projekt ima naslov Better Integration of Adult Immigrants into Adult Educational Programs. Koordinatorica projekta je Mojca Vukovič. Cilj je bil olajšati integracijo tujcev v izobraževalne programe za odrasle, rezultat pa uvedba povsem novega načina obravnave priseljencev na celotnem nivoju občine, v katero so vključena lokalna osnovna šola, upravna enota in pa Ljudska univerza. In seveda vabim predstavnici obeh institucij, da se nam pridružita, Patricija Pavlič, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, in pa Mojca Vukovič iz Zavoda za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina, to je Ljudska univerza. Najprej, gospa Pavlič, kaj menite je tisto, kar je v vašem projektu najbolj pripomoglo k njegovi uspešnosti in tudi dobljeni nagradi? Lep pozdrav in hvala lepa za zaupanje in prepoznavnost našega projekta kot prejemnika nagrade. Verjetno in prepričana sem, da je tudi komisijo, kdorkoli je že to izbral, prepričala pravzaprav aktualnost teme, saj smo želeli z osebam z motnjo v duševnem razvoju omogočiti neposredno izkušnjo učenja po metodi digitalnega pripovedovanja zgodb. Uspešnost projekta je pravzaprav tudi pogojeval trud in pa seveda odlično sodelovanje vseh sodelujočih, tako oseb iz, se pravi, varovancev Varstveno-delovnega centra Novo mesto, partnerjev celotnega projekta in pa seveda učiteljev oziroma facilitatorjev. Pomemben razlog pa je zagotovo tudi ta, da je v sodelovanju so sodelovali varovanci Varstveno-delovnega centra in smo skupaj z njimi pravzaprav razvijali te nove rešitve na področju njihovega vseživljenjskega učenja. In v prihodnosti delovanja vaše ustanove bo ta projekt pomemben zlasti, ker? Nadaljujemo namreč to sodelovanje tudi na drugih področjih in tudi vse te rešitve, metoda, ki smo jo nekako razvili, uporabljamo in tudi že nadgrajujemo v našem vsakdanjem sodelovanju. Hvala lepa in iskrene čestitke. In še gospa Mojca Vukovič, Zavoda za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina, čestitke tudi vam. Povejte, zdaj z nekakšno razdaljo, če ocenite svoj projekt, je morda kaj, česar bi se lotili drugače ali je popoln tako, kot mora biti? Hvala lepa za čestitke, hvala lepa CME Plusu, da so nas prepoznali kot primer dobre prakse.
Jaz bi rekla takole, mi smo se v tem projektu toliko naučili, toliko dobrega prinesli nazaj domov v lokalno okolje. Imeli smo to srečo, da smo se izjemno dobro znova povezali tudi z lokalnimi partnerji, zato bi se želela zahvaliti občini Rogaški Slatini in pa seveda prvi osnovni šoli Rogaška Slatina, s katero smo super sodelovali. Tako da bi rekla, ko pogledam nazaj, verjetno ne bi spreminjali nič. Edina stvar, ki bi jo spremenili, je ta, da mogoče, da bi še projekt še trajal, ampak potem pa ne bi imeli tega le zdaj. Povejte morda odziv tistih, ki so v praksi to preizkusili, ta vaš projekt? Odziv je dober, lahko rečemo, da smo postali še prijaznejša organizacija, ki vključuje priseljence, tako da lahko rečemo, da samo pozitivne izkušnje. Gospa Pavlič, gospa Vukovič, hvala lepa še enkrat iskrene čestitke. Zdaj se lahko pridružita občinstvu, vsi skupaj si bomo vzeli zdaj nekaj trenutkov za užitek, za kulturo, namreč preden nadaljujemo z preostalimi navdihujočimi zgodbami, ki prejmejo letošnje nagrade, boste videli in slišali še eno glasbeno točko, ki so jo za nas pripravili učenci glasbene šole Laško Radeče. Gal Gros je bil z nami ob klavirju pod mentorstvom Dejana Jakšiča. Hvala za tole prijetno ustvarjeno vzdušje. Zdajle pa torej nazaj k našim nagrajencem. Zdajle bomo podelili nagrado Zlati kabel v 3 starostnih kategorijah. To so priznanja v programu e-twinning. Pa poglejmo, kdo so tokratni nagrajenci. V starostni kategoriji od 0 do 6 let vrtec Šentvid za projekt Virtuelni vrtič pod vodstvom koordinatorice Danice Zvir. S tem projektom so vzgojitelji izmenjevali izkušnje pri uporabi novih digitalnih orodij in pri tem aktivno vključevali tudi predšolske otroke in njihove starše z namenom izboljšanja digitalnih, komunikacijskih in sodelovalnih veščin ter medkulturnosti. V starostni kategoriji od 7 do 11 let prejme nagrado osnovna šola Gornja Radgona za projekt Frühling kommt bald, koordinatorice Romane Slavič-Žnudel. Projekt odlikuje aktivno sodelovanje učencev z namenom izboljšanja jezikovnih spretnosti in besedišča v nemškem jeziku, predvsem pa motivacije za učenje jezikov. In starostna kategorija od 12 do 15 let, nagrado tu prejme osnovna šola in vrtec Apače za projekt Lesen macht Spaß, koordinatorice Renate Jakič. Projekt se je torej izvajal v Apačah z namenom spodbujanja bralne kulture tako v maternem kot tudi v tujem jeziku in je prek inovativnih didaktičnih pristopov učence spodbudil k raziskovanju različnih bralnih navad. In predstavnike projektov lepo vabim, da se nam pridružijo iz Šentvida,
Danica Zvir iz Osnovne šole Gornja Radgona, Romana Slavič-Žnudar oziroma Slavič-Žnudar in Osnovna šola in vrtec Apače Renata Jakič. Dober dan vsem, gospa Zvir, povejte, kako je e-twinning vplival na vaše delo, na vašo učilnico, kaj dobrega je prinesel? Vsak projekt prinese, no pravzaprav lepo pozdravljeni, vsak projekt prinese nekaj novega, predvsem je to, kaj bomo počeli. Inovativnost vsakega učitelja, vzgojitelja, kakršnegakoli pedagoga pa je, kako bom to naredil. In namreč ta kako prinaša v naše delo inovativnost, veselje do poučevanja, veselje do animacije otrok. In z malčki je pač posebno, kako se z njimi kaj počne. To ni alkatedra, to je igra, raziskovanje, vključevanje, skratka najti način. In ta način z virtualnim vrtičem se je močno pokazal ravno pri tem, ko je bil čas korone, karanten, mi pa smo se digitalno sporazumevali, se bogatili in se imeli hkrati zelo lepo. Kdo je bil vse vključen v ta projekt? V projekt mislite kot partnerji ali kot vrtec? Tako. Partnerji so bili iz bivših jugoslovanskih republik, iz Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije in Slovenije, kot jaz. Bogastvo tega projekta je tudi v tem, da smo obnovili znanje tujih jezikov, zdaj tujih, včasih je bil to domač jezik, da smo se spet učili brati cirilico, namreč kvaliteta projekta je bila tudi v tem, da je vsak govoril oziroma sporazumeval se v svojem maternem jeziku. Otroci so uživali ob gledanju posnetkov, spletnih srečanj, posebno vrednost ima tukaj za nekatere otroke, ki so tujci in ki so v slovenščini tuji, so pa domači v ali hrvaškem ali srbskem jeziku in so se tekoče, čeprav 3-letniki, lahko sporazumevali z vrstniki iz drugih držav, zdaj včasih republik. Gospa Romana Slavič-Žnudar iz Osnovne šole Gornja Radgona, kako pa je pri vas ta projekt spremenil vsakdanji tempo? Ja, lepo pozdravljeni. Jaz se vam javljam iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj, kjer so ravno moji učenci, ravno ti, ki so sodelovali v projektu v šoli v naravi. Moram povedati, da zdaj tudi gledajo tale posnetek in sodelujejo. Kot prvo je bila ta nagrada za nas eno veliko presenečenje, saj je to bil čist prvi e-twinning projekt. Moram reči, da sploh nisem si predstavljala, kaj vse bo prinesel seboj. Bila sem pa resnično od začetka do konca zelo presenečena in vesela, da so se otroci, učenci tako odzvali, njihovi starši, vodstvo šole in seveda tudi moji sodelavci, ki so prispevali k temu, da je bil nabor naših vsebin, aktivnosti izredno pester, nekaj novega, vse je bilo inovativno, moram reči, česarkoli smo se lotili. Uspeli smo posneti tudi en filmček o našem mestu, Gornji Radgoni, v katerega je bila vključena tudi naša lokalna gasilska in potapljaška ekipa, tako da smo se tudi malo širše nekako razgledali k našim partnerjem in moram reči, da je dejansko projekt tako dobro zaživel, da smo se odločili, da letos smo kar vključeni v 3 e-twinning projekte in nam to daje tudi potem nadaljnjo energijo in moč za enkrat Erasmus Plus projekt. To pomeni, da se morda prihodnje leto znova vidimo. Gospa Renata Jakič, Osnovna šola in vrtec Apače, dober dan in iskrene čestitke tudi vam. Lezen macht Spaß je naslov tega projekta. Včasih se zdi, da v današnjem času branje ni prav kakšnega posebnega navdušenja. S tem boste zavrnili to moje predvidevanje. Zagotovo. Hvala lepa za nagrado, izjemno smo počaščeni. Se je res nismo pričakovali, glede na to, da smo bili že lansko leto nagrajenci in toliko bolj smo ponosni,
da očitno naše delovanje oziroma delovanje v e-twinning projektih in to motivirano in to angažirano delo naših učencev obrodi take sadove. Želeli smo spodbuditi torej branje tako v maternem kot v tujem jeziku in smo torej z dvema partnerskima šolama iz Francije odlično sodelovali. Najbolj pa je bilo v bistvu učencem všeč to, da so oni bili pomembni soustvarjalci tega projekta. Posebej so torej oni izbirali vsebine in aktivnosti, ki jih bomo izvajali. Tako so nastale pisane knjižne kazalke v različnih jezikih, ki so torej učencem na razpolago v naši knjižnici in samozavestno in bom rekla, suvereno predstavljajo torej rezultate našega projekta in veseli smo, da tudi učenci posegajo, če se prej niso upali poseči po kakšni knjigi v tujem jeziku, da si tudi to zdaj bolj upajo, kot so si prej. Prav je, da se to začne že zelo zgodaj. Hvala lepa in iskrene čestitke vsem. Lahko se vrnete na občinstvo. Zdaj pa bomo podelili še, namreč v okviru pobude e-twinning, 2 nagradi v posebnih kategorijah. Poglejmo, kdo so prejemniki nagrad. Zlati kabel v posebni kategoriji zeleni e-twinning prejme osnovna šola Litija za projekt A Journey Through the Water. Namen projekta je bil spoznati različne vidike vode in s tem dvigniti zavest o okoljski problematiki in o pomenu ohranjanja naravnih virov med učenci. Koordinatorica je Nevenka Mandl. Zlati kabel v posebni kategoriji podpora e-twinninga programu Erasmus+, pa prejme osnovna šola Dolenjske Toplice za projekt LTT Virtual Mobility, koordinatorica magistrice Urške Bučar. Projekt so izvedli kot podporo pri izvajanju projekta Erasmus+, bodimo kreativni in se učimo z umetnostjo, saj je omogočil izvedbo virtualne mobilnosti v času učenja na daljavo. In zdaj se nam bosta pridružili Nevenka Mandl iz osnovne šole Litija in Urška Bučar iz osnovne šole Dolenjske Toplice. Dober dan in iskrene čestitke obema. Gospa Nevenka Mandl, torej o vidikih vode, o dvigu zavesti o okoljski problematiki ste govorili v tem projektu, tema pravzaprav, ki je letos tudi pri nas zelo aktualna, ne? Ja, s knjižničarskim krožkom se dejansko radi lotevamo različnih tem. Tukaj nam je zelo, zelo prav prišlo, da smo vidik vode, problem vode lahko obravnavali tako z literarnega, likovnega, glasbenega, kot konec koncev tudi ekološkega stališča. Tako da smo nekako zadostili vsem različnim interesom članov knjižničarskega krožka. Mogoče samo to, no, zaenkrat. Ja, povejte nam samo še to, kaj je recimo v vaših očeh prednost e-twinninga. Kaj vam predstavlja? Kaj bi najbolj izpostavili? O e-twinningu bi kot navdušena e-twinnerka lahko govorila celo naslednjo uro, zato mogoče samo nekaj ključnih besed. E-twinning meni predstavlja vseživljenjsko učenje, predstavlja mi sodelovanje, inkluzijo, kreativnost, predstavlja mi prijateljstvo, profesionalni razvoj in ne nazadnje pa tudi prepoznavnost tako institucije kot tudi posameznikov. Hvala lepa, gospa Bučar, dober dan tudi vam in iskrene čestitke. Morda na kratko o vašem projektu, sicer kratko predstavitev smo že slišali, pa vendar, kaj pomeni virtualna mobilnost v času učenja na daljavo? Ja, dober dan. Virtualna mobilnost v zadnjih 2 letih predstavlja način, na kakšen način se prek Erasmusa sploh s partnerji videti. Namreč ta situacija, ki jo imamo trenutno, onemogoča vsaj večino mobilnosti, potovanja med državami, s katerimi sodelujemo v Erasmusu. In e-twinning projekt oziroma podpora e-twinninga, ki nam je omogočila, da smo izpeljali virtualno mobilnost, je pa v bistvu eno tako varno okolje, v katerem smo lahko skupaj, kjer lahko delimo vse, kar nastaja v našem projektu, in imamo v bistvu vse skupaj na enem mestu. Kakšen je bil odziv
učencev in vaših kolegov na šoli, ko so izvedeli, da prejmete to nagrado? Mi smo bili vsi zelo počaščeni, veseli smo, da je to v bistvu ena taka potrditev, da smo, kar smo naredili dobro. Bi pa rada še v bistvu povedala, da kljub temu, da nismo potrebovali, da smo se srečali preko tele spletne učilnice e-twinninga, pa so otroci tudi po mobilnostih, ki so v bistvu se zgodile že leto nazaj, še vedno ostajajo v stikih. In to je tisto, kar je pomembno, da je bil tudi en tak vpliv povezanosti in druženja, ki ostaja še potem, ko to že na nek način mine. Lepo. Hvala lepa tudi vama, še enkrat iskrene čestitke vam, vašim sodelavcem in seveda tudi učencem. Mi pa bomo zdaj nadaljevali še z zadnjo kategorijo in to so evropske nagrade za inovativno poučevanje. Te so bile letos podeljene prvič, Evropska komisija jih je namreč uvedla z novim programskim obdobjem, njihov glavni namen pa je predstavitev dela in dosežkov učiteljev in šol ter prepoznavanje njihovega pomena in vloge v širšem družbenem kontekstu. Nagrade bodo podeljevali letno na posebno tematiko in letos je to učenje na daljavo ter kombinirano učenje v najširšem pomenu. Že uvodoma smo omenili, da so 4 nagrajenci že bili na virtualni podelitvi iz Bruslja, no veseli pa smo seveda, da so tudi danes z nami. Pa poglejmo, kdo so torej prejemniki Evropskih nagrad za inovativno poučevanje 2021. To so Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica, prejemnica nagrade v kategoriji predšolska vzgoja in izobraževanje za projekt razvijanja socialnih kompetenc otrok z zgodnjim učenjem tujega jezika. Koordinator projekta je Andrej Nemec. In osrednji namen: krepiti socialne kompetence otrok v sodobnem svetu, izboljšati kakovost predšolske vzgoje ter okrepiti strokovne kompetence in veščine vzgojiteljev in učiteljev skozi multikulturno in medpredmetno učenje. Nagrado prejme Osnovna šola Bistrica ob Sotli, prejemnica nagrade v kategoriji osnovnošolsko izobraževanje za projekt Ukrotimo kompetence 21. stoletja. Koordinator projekta je Bogomir Marčinkovič. V okviru tega projekta so se projektne skupine učiteljev seznanile s teorijo in prakso osmišljanja uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobraževanju in s tem izboljšanje kompetence uporabe teh tehnologij pri pouku. Rezultate projekta pa preko usposabljanj in izdanih priročnikov razširili na številne druge šole. Gimnazija Celje Center je prejemnica nagrade v kategoriji splošno srednješolsko izobraževanje za projekt uvajanje inovativnih učnih okolij. Koordinator je Gregor Deleja. Na gimnaziji so se v okviru projekta osredotočili na večje povezovanje med formalnim in neformalnim izobraževanjem, medpredmetno povezovanje in prepoznavanje možnosti za kombinirane oblike poučevanja. In še Srednja zdravstvena šola Ljubljana, prejemnica nagrade v kategoriji poklicno srednješolsko izobraževanje za projekt Profesionalni in osebni razvoj skozi mobilnost dijakov in osebja. Koordinatorica projekta je Maja Klančič. V tem projektu so preko kombiniranega učenja po krožnem modelu zasledovali cilje individualizacije učne poti, ki je ključni del trenutne prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja. Takole, 4 torej nagrajenci, zdaj le povabim, da se nam pridružijo Andrej Nemec, Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica, Bogomir Marčinkovič iz Bistrice ob Sotli, Gregor Deleja z gimnazije Celje Center in Silva Kastelic zdravstvene šole Ljubljana. In seveda dober dan, iskrene čestitke vsem prejemnikom nagrad. Začnimo z vami, gospod Andrej Nemec. Najbrž je to pomembno priznanje za vaše delo. Ja, torej pozdravljeni in hvala CMEPIUS-u ter vsem ostalim, ki so sodelovali pri tej odločitvi, da so na to nagrado podelili. Vsekakor je bilo zelo, zelo veliko presenečenje, tega niti slučajno nismo pričakovali. In pohvala našemu delu, čast, moram reči, da sem zelo ponosen na vse svoje sodelavce, ki so sodelovali v tem projektu in hkrati potem dobili potrditev, da smo na dobri poti, da smo torej dobri pri svojem delu, a hkrati tudi obveza, da smo lahko še boljši. Vsi šolarji govorijo dobro tuje jezike in komunicirajo kar med odmori tudi v kakšni nemščini in angleščini.
To mogoče niti ne toliko, ampak napredujejo. No, nas veseli, iskrene boljše. čestitke. Gospod Nemec in dober dan, gospod Bogomir Marčinkovič, ravnatelj Osnovne šole Bistrica ob Sotli. Morda vaš odziv na to nagrado? Ja, zelo smo bili presenečeni ob prejemu tega priznanja, kajti nismo niti sanjali, da je to lahko možno, kot ena mala podeželska šola, da s svojim delom pridemo na evropski prostor. Bi pa rekel, da se skupaj vse da, kot je gospa Flander lepo rekla, če skupaj delamo SMEPIUS, naš odličen kolektiv, lokalna skupna, starši, otroci, pa tudi seveda šole partnerice, je to enostavno lažje. Ste ukrotili kompetence 21. stoletja. Smo in celo smo počaščeni, da smo bili v tistem času 2016, ko so še bili 3-letni projekti, ko nihče ni sanjal o koroni, da smo vizionarsko že naredili platformo in vse te treninge, da smo ponosni na to, da smo v živo obiskali 80 zavodov in usposobili 1800 učiteljev v živo s treningi, s temi tehnologijami. In to je zdaj danes nepredstavljivo, ampak smo nekako ponosni, da so bile te šole potem bolj pripravljene na COVID čas in učenje nadaljavo. Tako, hvala lepa, iskrene čestitke. Dober dan pa vam, gospod Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje Center. Kakšni so odzivi v vaši instituciji na to nagrado? En lep dober dan vsem skupaj in seveda res iskrene čestitke vsem današnjim nagrajencem, kakor tudi kolegom, ki so prejeli nagrado za inovativno poučevanje že zdaj 2 meseca tega. Pri nas je presenečenje bilo najbrž ravno tako veliko kot pri vseh ostalih, namreč enostavno ne pričakuješ. Vedno delaš v tisti veri, da je to delo usmerjeno v prihodnost, da poskušaš v bistvu kropiti kompetence vsakega aktualnega časa, se prilagajati in pri tem seveda je Erasmus Plus resnično ena izjemna možnost pridobitev, da o celotnem kolektivu oziroma ekipi SMEPIUS-a, ki nam res vedno stoji ob strani, niti ne izgubljam besed, ampak ko je prišla ta nagrada, je bilo seveda za nas to veliko presenečenje, neizmerna čast in pa zelo, zelo velika obveza za naprej. Pa tudi tisto, veste, ko vedno rabi kdo, ki dvomi v to, ali se zdaj premikamo prehitro pa preveč na široko, ali bi morali ostajati bolj v okviru svojih učilnic pa svojega tistega šolskega prostora znotraj ograje, ki obdaja našo šolo, da tudi tem dvomljivcem na nek način odpremo ta vrata, da znajo stopiti ven in to je nesporno nekaj, kar Erasmus Plus na eni strani, pa tudi priznanja, kot so jabolka kakovosti, zlati kabel in pa Evropska nagrada za inovativnost pomagajo in tako bogatijo naš šolski prostor in tako lahko lažje in bolje soočamo velikokrat različne poglede za pot, ki pa nas vodi, mislim, da vse do istega cilja, torej kako naše mlade narediti pripravljene na svet prihodnosti, predvsem na tak način, da ga bodo mogoče znali voditi bolje, kot ga znamo voditi mi. Hvala lepa. Podobne cilje so najbrž imeli tudi v Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, ravnateljica Silva Kastelic je z nami. Dober dan. Odzivi iz vaše šole, tako na nagrado kot na mednarodno sodelovanje, kako so sprejeli to, tako učenci oziroma dijaki kot učitelji? Ja, na šoli se vedno znova iščemo poti sodelovanja za inovativno poučevanje, tako da je ta evropska nagrada v resnici velika potrditev našega dela, za kar smo hvaležni in zelo veseli. Dejstvo je, da mednarodne aktivnosti, mednarodne izkušnje, mobilnosti so za naš kolektiv, dijake, za našo šolo zares kot lastovke, ki prinašajo pomlad, odpirajo nove svetove, ustvarjanje, dajejo pogum, eno novo navdušenje. Tako da smo se jasno nagrade zelo razveselili. Ekipa, ki je strokovno, skrito, zavzeto, vodi to že desetletja, je na nek način zdaj takole javno pa vidno nagrajena za svoje delo, kar se mi zdi zelo lepo in smo veseli tega in ima vpliv na vse nas na šoli. Nas zelo veseli. Hvala lepa in iskrene čestitke vsem 4. Morda lahko kar ostanete z nami, ob tem bom pozval še vse ostale nagrajence, da vklopite kamere, namreč poskrbeli bomo za eno
skupinsko fotografijo, tako nadaljavo za konec današnje prireditve. Naj ob tem omenim, da so vsi nagrajeni projekti izbrani in opisani v posebni brošuri z naslovom Jabolka kakovosti 2021. Najdete jo na spletni strani cmepius.si v rubriki Knjižnica. Neposredna povezava do brošure je tudi v klepetu. Vabljeni torej k branju teh izjemnih projektov in s tem torej zaključujemo 16. obenem pa drugo virtualno podelitev nagrad kakovosti na področju mednarodnega sodelovanja. Hvala vsem gledalkam, gledalcem, hvala vsem gostom in seveda vsem nagrajencem. Ne vem, ali smo že vsi vklopili svoje kamere in smo pripravljeni za, kot rečemo, print screen, za eno tako skupno fotografijo, ki nas bo spominjala, upam, da na še zadnjo virtualno podelitev teh nagrad. Iskrene čestitke še enkrat in močno si želim, verjamem, da tudi vi, da se prihodnje leto vidimo v živo. Še veliko dobrih projektov vam privoščimo. Hvala za pozornost še enkrat. Nasvidenje. Čestitke se tem